sin je prišel domov in rekel, mami, to je to. Jaz grem na to šolo, jaz bom imel njivo jagod, jaz bom imel špargle in on je meni fraj glave naredil neke kalkulacije, izračune, on je meni to toliko doživeto povedal, jaz sem ga začutila, ne. Živimo sicer na vasi, imamo tudi malo zemlje, recimo okoli, ampak nikoli ni bilo posebej, da bi on izpostavljal, da ga to veseli, ampak ja, v tistem trenutku sem jaz vedela, spodbujati ga moramo v tej smeri, ne. Pa je tudi drugače zelo umetniški tip, zmeraj je rad risal in te stvari, tudi zelo dobro sta se oba učila, ampak zmeraj smo jih spodbujali k tistemu, kar smo vedeli, da jim bi lahko na dolgi rok tudi pomenilo kruh, če temu rečemo, ne. In ko se je recimo Timotej za šolo odločal, je potem bil pa v tistem obdobju, ko je tehtal pa vagal, pa se odločil in malo mogoče zato, ker so vrstniki pa se vpisovali na šolo za računalništvo, pa kemijsko, pa te stvari, pa smo potem skozi informativne dneve ugotovili, da je vseeno boljše, da vztraja na tistem in ja, vpisal se je v šolo za hortikulturo in jo je končal nadpovprečno dobro, ful se je našel v vsem. Ta mali pa Andraž, ko je tudi, smo se začeli o tem pogovarjati, je ves čas imel, ne vem, neke ideje in se je odločil, ali bi bil kuhar, ali bi bil mogoče mizar, pa ne glede na to, da se je dobro učil, ja, smo spodbujali k temu, ker če si odličnjak, ne pomeni, da moraš pa v gimnazijo, da moraš, ne vem, srednjo šolo končati, ja, daj se nekdo pa mora delati z rokami, na koncu koncev vse profile rabimo, ne. In smo potem tudi izhajali iz tega, da saj kuhal bo še zmeraj lahko, pojdi za mizarja, ne. In ja, v bistvu smo razvili v vsem tem času, potem ko sta nehala aktivno športati, da smo že njun aktivirali in da razmišljata podjetno in sta v bistvu zdaj že z eno nogo, če temu rečem, na poti k temu, da bosta imela svoje podjetje, da bosta kot brata delovala kot tandem, eden kot mizar, drugi, ki je potem po srednji šoli nadaljeval študij na oblikovanje lesa in, a veš, to so stvari, ki se morajo zgoditi, a veš, nekdo ti mora pomagati, nekdo te mora spodbujati, obžalujem za vse tiste, ki te možnosti nimajo ali pa so to zamudili, ampak jaz pravim, tudi če pride nekdo 25 let star, kako si rekel, pa me vpraša, ja, našli bomo način, našli bomo rešitev, a veš, ampak samo od sebe se pa verjetno ne bo zgodilo nič, ne. Res, na več takih staršev, ker jaz dosti vprašanj dobivam, ne, na teh delavnicah, ko vodim, ne, kaj ne naredim, ne, rad bi bil glasbenik, pa mi starši ne pustijo, ne. Tako stari, kaj naj ti rečem, razumeš, pač furaj tu, ker jaz imam vedno samo eno vprašanje za vse te, ki se sprašujejo pol nazaj, ne, kdo živi tvoje življenje, ne? Ali ti, ali mnenja drugih, a ne, in če boš delal po mnenjih drugih, prej ko slej boš nesrečen, ne, ker jim ne boš mogel ugajati, nikoli. In bolj da delaš to, kar te veseli, pa ne ugajaš nekaterim, pa si dober do vseh, ker boš bil vesel človek, a ne. Tako da res izjemno.